Daj mi samo pomagaj mi, ta pravi izraz terapije, ki jo delaš. Saj to je glih kar izraza, ne, še zdaj po vseh teh 25 letih dela z ljudmi. Bila sem na Novi Zelandiji leta zaposlena kot life consultant, Ja. life coach, čeprav je ta izraz, saj veš, da je tako zlorabljen danes, a ne, tako da zdaj uporabljam coachinja, mentorca, svetovalka. Mojo nocojšnjo gostjo sem spoznal skozi številke, ampak številke ne samo, da nas preberejo, da nas definirajo, nikakor ne zaznamujejo njenega poslanstva, ki je, če jo pravzaprav res dobro razumeš, če ji res prisluhneš, iskanje, postavitev samega sebe. Tina Hočevar, dobrodošla. Hvala, Mark. Dober večer, dobrodošla v enem pogovoru, za katerega sem prepričan, da noben od naju, razen vesolja, pravzaprav še ne ve, kam bo šel in kako bo. Vesel sem, da si tukaj. Hvala za to. Ko govorim o tem opravnomočenju pravzaprav samega sebe, najdenju samega sebe, a se ti zdi, da je to postalo v nekem trenutku preveč to new age-ovsko, iščeš samega sebe, moraš najti samega sebe, biti v balansu s samim sabo, ampak vendarle, ko vse to dava stran, ko vsemu temu lahko rečeva ta neki komercialni, navidezen pristop, je vendarle to bistvo vsega, ne, prepoznati, najti samega sebe. Kako ti to razumeš? Ja, da nam je to osnovna neka, ne, iskanje težnja od malega, želimo spoznati, kdo smo, ne, in ko smo mali, se definiramo skozi starše, skozi okolico, skozi prijatelje in skozi dejansko iščemo, ne. Nekateri hitro padejo v neki tok, oziroma vsi nekako pademo v neki tok, ko odraščamo, ne, in se potem znajdemo lahko pri 20, eni pri 40, v tem občutku, kdo sploh sem, kaj je sploh smisel mojega življenja, a sem zdaj pol življenja delala nekaj, kar ni v skladu z mano, ali pa sem na svoji poti. Ampak kako se lahko najdemo, ne vem, v tem kontekstu, znotraj karierne poti, znotraj zasebne poti, čustvene poti, a ne? V bistvu je toliko različnih linij, skozi katere morda živimo v konfliktu s samim seboj, ne? Ja, Kje bi rekla, da smo najbolj ranljivi? odnosi. Ker tako jaz gledam, ne, da so odnosi dejansko bistvo vsega. Če nimamo dobrih odnosov, lahko je ful dobra služba, zaslužimo dober denar, lahko imamo zdravje super, ampak če odnosi ne štimajo, to se vidim, saj verjetno ti tudi, ne, pri svojem delu, tako da, če odnosi niso v redu, je... Ampak v vsakem odnosu najmanj dva in eden od teh dveh sem jaz. Ja. Ne, torej, če jaz nisem okej v odnosu, a ne, to pomeni, da kaj, začnem pospravljati Pri pri sebi, svojem pragu? ja. A je to ljudem težko? Seveda. Saj to je pa osnova tega dela, ne. Dela na sebi. Saj jaz tudi nikoli ne bi delala z ljudmi, če ne bi najprej sploh začela pri sebi, ko sem bila v tisti največji temi, pa sem začela sploh spoznavati, kdo sem, in ko sem videla, da se je pri meni nekaj spremenilo, sem šele videla, koliko lahko pomagam drugim prepoznati in začeti pri sebi. Da ni ta odnos tisto naslonice en na drugega, zdaj pa iščem sebe, glej, zdaj sem pa našla tebe in zdaj sem se našla. Ja, za nekaj časa, kaj pa, ko boš ti naredil kaj takšnega, kar meni ne bo všeč? Kdo pa sem pol? Ja, ampak a ni pol to evolucijski razvoj naju dveh, najinega odnosa? Če gledam iz sebe vedno, a ne? Pa ne gledam, če boš ti zdaj nekaj naredil, kar meni ni všeč, zdaj pa sem zgubljena, kako zdaj, kdo sem zdaj jaz, ampak če sem jaz konstantno vsak dan delam na tem, da sem postavljena, da najdem svoj mir, da poskrbim za to, da travme, da se rešim, oziroma da delam na tem, kaj so moji vzorci, jih rešujem, delam na sebi, potem bom tudi lažje to stvar sprejela, kar reče moj partner, partnerka, če mi ne všeč, se pogovoriva brez obsodbe, brez tega, da prelagam na njega odgovornost ali pa na njo odgovornost, da sem srečna, ampak da pogledam, okej, kaj je zdaj v meni spodbudilo negativno reakcijo in zakaj je to. In potem, če on ali pa ona pogleda isto pri sebi, pol se pa lahko pogovoriva. Veš, se delava podobne stvari, ampak... Ja, ampak mi je zanimiv ta aspekt ali pa ta razmišljanje, ne, da v bistvu, ko se ti spreminjaš, ne, moram jaz vedno znova evolvirati in vedno znova razmisliti, kaj to meni pomeni, ne, ali pa kako se jaz odzivam na to tvojo spremembo, kako jo zaznavam. A se ti zdi, da ljudje znamo, ali čez 10 let šele v bistvu ugotovimo, ta nekdo zraven mene se je pa čisto spremenil? Jaz vidim tako pri
parih, ker dosti tudi s pari, ne, delam, pa opazujem skozi vsa ta leta, da ljudje včasih po 20 letih zakona vidijo, jaz sploh ne poznam svojega partnerja, partnerke, ne. Pridejo do tega, kdo sploh je. In potem drugo vprašanje, kdo sem zdaj jaz? Če je ta tako drugačen, pa jaz sem s tem, z njo ali pa z njim sem skupaj že toliko časa, kdo sem zdaj jaz, če je ta oseba čisto drugačna? In potem je ta kriza identitete tudi, ne? Se pravi, moja lastna. Ja, lastna. Saj ne, nima dejansko veze z drugim, s partnerjem, s partnerko, ampak z mano sabo. Ampak je možno, da se jaz po 10 letih zbudim in rečem, jaz sem nesrečen? Ja. Ker pride prepoznava, ne? Ker dostikrat mi živimo, tako jaz vidim, ne? Da živimo, kot da bi si dali, ne, masko. Živimo po nekem defaultu in mislimo, da nam je okej, ker ne čutimo, ne, da bi živela v klepu, ne, delamo, da je služba, otroci, če so, kakorkoli, in se ne začutimo. Dokler ne pride ponavadi kakšna situacija, ki se nam zgodi, ali je nekaj stresnega, kar pride, kar nas zatrese, odpade ta oklep in potem rečem, čakaj malo, jaz sploh nisem srečna, zdaj pa čutim, to me boli. Ker prej nisem čutila, ker sem imela ta oklep, v katerem sem bila kao varna in sem živela na tak način. Nisem bila glih ful zadovoljna, ampak se mi je zdelo, da to je najboljše, kar je lahko. Pa se je nekaj zgodilo, oklep je padel, zdaj pa se znarjam čutim. To je lahko tudi nek zunanji trigger. Nek zunanji trigger. To ni sploh rečeno, da je to neki znamo. Ne, lahko pride nekaj se zgodi, mogoče se nekomu nekaj zgodi, pa ti to te šokira. Lahko včasih situacija, ko se v državi zgodi nekaj takšnega, lahko čist, ne, pride od zunaj, ampak v nas nekaj povzroči. Lahko pa je to dejansko, da ti partnerka nekaj reče. Lahko se kaj zgodi, lahko pride nesreča, pa te to strese, da pade ta ščit. Tako si jaz vedno. Ampak ljudje največkrat razumejo, da je to pač neka cona oziroma nek moment, ko, ne vem, otroci se odselijo od doma. Ja. Ne, takrat kar naenkrat ugotoviva, da midva si pa nimava nič več za povedati, ne, da se, ne vem, spremeni način, kako živimo, zamenjam službo in je moja dinamika drugačna, ne več taka, kot je bila prej. Kje ti vidiš te največje zunanje triggerje, ki se ljudem skoraj zagotovo zgodijo v življenju? Ja, veš, ta kriza srednjih let, ne, ko rečejo. In kriza srednjih let ali pride tako, ker se otroci odselijo, ali pride, ker se ločijo pari prijatelji, ki so skupaj in se pol začne spraševati človek, čakaj, kaj pa je z mano, a najino dno štima, prijatelj se mi govori, kako so šla na razen, kaj se mi dogaja, čakaj, kje sem pa zdaj jaz, in je to spraševanje pride, da stopim malo ven iz tega defaulta, da pogledam sebe od zunaj navznoter, kako sem do zdaj živela, kaj sem delala do zdaj. Tako da ja, dostikrat je to, zato pa rečejo kriza srednjih let, ne, je povezano z marsičem, dostikrat je tudi s tem, da v tem času nas življenje pritiska skozi. Odkar smo rojeni, jaz verjamem, da je Bog en kreator, s katerega smo bili ustvarjeni, in da od malega imamo v sebi seme za to, kdo smo in kako bomo najbolj srečni, kako bomo najbolj dajali svetu. In od malega nas ta sila višja nas potiska v to. In če se ne odzovemo, je ponavadi to tam okrog 40., 45., 50. leta, ja, še malo prej, da nas pa tako že pritiska, ali se zgodi en velik rukar, ali pa tako malo, da tako tisti ekonom lonc, da pride do točke, ko rečem, čakaj, zdaj pa ne morem več. Ne, in takrat. Ampak, če greva k Bogu, ja. A je pol že vse zapisati, ali jaz vseeno lahko kreiram in jaz ustvarjam nove pogoje, veš. Jaz se zmeraj sprašujem, ne, je to zdaj neka usoda in je bilo dano tako pa tako bo, ali vendarle sem jaz cel čas tudi sokreator. Moja vera, moje prepričanje in izkušnja je to, da seveda nekaj smo dobili, ampak je pa moja svobodna volja. Ker če ne bi imeli svobodne volje, potem bi bili roboti. A ne? Tako da je tukaj nek zapis, ki ga imamo, tako kot barva oči, barva las, neka osnova, kako imamo telo, ampak kaj bomo pa naredili? Ali bom jaz telovadila, pa bom imela bolj oblikovano, ali bom si dala leče, bom drugače izgledala, je pa na meni. In isto gledam jaz na te lastnosti, ki jih dobimo. Zapisi so, kaj bomo pa s temi zapisi naredili, pa je svobodna volja. In če smo v stiku s sabo, če si damo dovolj miru, da prisluhnemo temu glasu resnice, glasu Boga, potem bomo malo po malo živeli bolj v skladu s tem, kar je naš zapis in bomo bolj slišali
in bomo bolj šli v tisto smer, zamenjali mogoče službo, naredili nekaj drugače, ko bomo zaslišali ta stik. Ok, zdaj so bile intimno in sva rekla, greva na ta partnerski odnos, ne? Kaj pa, če se nam je ta situacija zgodi v službi, ne? Jaz sem cel življenje bil prepričan, ne vem, ta televizija, ki je mene toliko zaznamovala in tako, in sem bil prepričan, da je to pač edina stvar, ki jo bom živel cel življenje, in potem v enem trenutku, ne, Ja. v bistvu pravzaprav nočem, ne? Ne samo ne morem, ne želim, ampak prav nočem, ne? In zdaj sem spet pred mikrofonom. Ampak, a se ti zdi, da v bistvu tam, ko obstoja nek ekonomski razlog, boš rekla, ja, se v partnerskem so pa otroci, pa ne vem, skupni krediti, pa bla, 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 ampak v službi ta ekonomski razlog, moram potrpeti, moram to še sprejeti, moram to še narediti. To je ta beseda, moram potrpeti, ne. Slovencem je to zelo znano, ne, moram potrpeti. Jaz gledam tako iz tega vidika, da vse, kar delamo, vsak dan od jutra do večera da poskušamo zadovoljiti svoje potrebe na tak ali drugačen način. Strategije, s katerimi pa zadovoljujemo te potrebe, pa so tako baje nekje 70% napačne. Naprimer, nekdo poskuša zadovoljiti potrebo po varnosti ali pa finančni stabilnosti in zato ostaja v službi, kateri je zelo nesrečna. Je poskus zadovoljitve, seveda ima denar, ima finančno stabilnost, ampak zadovoljuje to potrebo, je pa zanemarila potrebo mogoče po zadovoljstvu, po miru, po povezanosti, ker mogoče tega nima. S tem, da to dostikrat vidim, da delamo v življenju. Za ceno zadovoljitve neke potrebe žrtvujemo drugo. In to je pa ta umetnost življenja, ko se učim tudi jaz že leta, ne, kako biti v stiku s tem, kdo sem, kaj so moje potrebe in najti načine, da poskušam tiste prioritetne potrebe zadovoljiti, ne zanemariti ali pa ne predolgo zanemariti. Naprimer, ko pride krizna situacija, se vse fokusira na zadovoljitev tiste ene potrebe ali pa dveh, seveda. Ampak če to traja potem predolgo, takrat smo v manku. In takrat se potem odrežemo od sebe in potem enkrat poči nekje čez leta. Ampak spet, če prepletem spet zasebno, mi da so tukaj sprejela odločitev, s to osebo želim iti skozi življenje, s to osebo želim se starati, s to osebo se želim imeti rad še naprej. V službi smo pa včasih porinjeni v situacije, v katerih pač ta Jože dela z mano. Ta Jože je moj nadrejeni, ta Jožica je moja sodelavka. Kako to handlati, na kakšen način, to se kar naslonimo nazaj pa rečemo, to tako je, ali skočimo na glavo pa probamo nekje drugje. A se ti zdi, da je to vendarle zelo težka odločitev? Zdi se mi, da ni lahko, ja. In tudi to vem, da nismo bili tega naučeni in zato nam je tako težko. Ker če si predstavljaš, da ko si ti taki, tu je ta en Jože, in pač se moram nasloniti nazaj, tako je, moram zdaj to zdržati. Kaj sem s tem naredila? Zanikala sem en del sebe. Če pa jaz rečem, tukaj sem v situaciji, ta Jože mi res ne prenesem, težko pridem vsak dan v službo, kaj imam potrebo, želim si miru, želim si nekega spoštovanja mogoče v službi. A lahko jaz kaj naredim? Lahko začnem iskati načine, da bom jaz imela finančno stabilnost, pa da bom imela mir, spoštovanje. In potem je to, saj veš, ko se začnemo to spraševati, nam cel naš organizem začne iskati druge možnosti. Če pa smo v tistem vzorcu iz otroštva, tako je, potrpeti moraš, pač ni druge. Takrat pa ostanemo, zato se pol dogaja, da ostanemo dolga leta. Ampak spet, kaj pa če ta Jože zdaj ta, s katerim sem poročena, tle bom težje rekel, dobro, zdaj sem potrpel, zdaj sem to, ampak kaj pa zdaj? Zdaj pa si v vezi, ljudje razumejo samo to skrajnost, gremo narazen. Jaz vidim pri ljudeh, da je ta rast skupaj, da je kot par rast, da je to fucking težko, da je lažje reči srečno kekac. In to se zdaj dogaja v tem času zdaj v svetu, da je, ko krize je veliko, energija, vse se spreminja in ljudje najlažje rečejo, pustila bom službo, pustila bom partnerko, šla bom stran, je beg, namesto da se soočimo s tistim, kar se dogaja, kaj sem jaz zanemarjala, kje je na meni, da naredim ta premik naprej, da jaz mogoče izrazim nekaj, kar do zdaj v odnosu nisem izrazila. Ali je to moja potreba, ali je to moje nezadovoljstvo, ali je to moja prizadetost, pa se poskušam pogovoriti. To pa je ta, ko praviš, priložnost za rast. In tako jaz gledam, da prevelikokrat bežimo. Sama sem kriva velikokrat bila za to, pa še kdaj, se opazim, ampak če se opazimo,
Pa rečemo, ok, zdaj pa želim naprej korak narediti. Kaj se lahko zdaj jaz naučim, če sem zdaj v tej vezi, pa me nekaj zelo, zelo moti in zdaj sem to prepoznala in jaz bi sam pobegnila, ker se nočem tega iti, a lahko naredim še preden pobegnem, kak korak, ki bo meni pomagal, da jaz osebnostno zrastem. Ker če jaz nisem bila celo življenje navajena izraziti svoje občutke in potrebe, bo najlažje in najboljše, da jaz se umaknem in grem in se nočem pogovarjati. Ampak bom še vedno ista, ne bom zrasla, ne bom močnejša. Bom še vedno v tem ritmu bežanja od težkih situacij. Če pa jaz rečem, ok, glej, moj partner, partnerka, vidim, da me moti, da počutim se dobro ob tem in tem, kaj lahko naredim, da zdaj jaz izrazim, ali pa naredim nekaj, kar še do zdaj nisem, se pogovorim. Seveda, vedno sta dva, ne, v odnosu. Jaz lahko veliko naredim, kar ljudje ne naredimo dostikrat. Lahko veliko naredim, potem pa vidimo, kak je odziv na drugi strani. In skozi to se marsikdaj odnosi rešijo, ko bi mislil, da ni več nobene poti naprej. Glih takrat, ko pogledamo globlje v to, katere potrebe dejansko imata oba, katere niso bile zadovoljene, a si lahko pomagata, da se razumeta, da si pomagata zadovoljiti potrebe, ki jih imata, se lahko bolj slišita, pa se mogoče do zdaj nista slišala. Ker je toliko teh korakov, ki jih lahko naredimo, pa jih ne, ker nam je težko. Zakaj pa nam je težko? Ker od malega nismo bili navajeni se soočiti najprej s sabo, pa potem sogovornikom, s partnerjem, partnerko. In zato je potem najlažje pobegniti. Ampak obstojajo odnosi, ki je pa to edina pot. Da ne greš v črevesje, da ne greš v masakriranje odnosa. Ali pa da je kaj edina pot? Da pač greš. Ja. So odnosi, ne? Ja. Ko ne gre za to, da je še kaj manevrskega prostora za rast oziroma za razvoj ali pa razumevanje. Absolutno. Ker lahko prideš, to pa tudi vidim, ne? Lahko prideš do te točke, da rečeš, moja vrednota je nekaj, ne vem, lahko je svoboda, lahko me je vrednota poštenost in moj partner, partnerka je tak in tak, ali se je spremenila, ali sem se jaz spremenila, ampak ne grejo več najine vrednote, niso več povezane. Niso več usklajene, ne povezane, ne? In če mi je to tako pomembno, da jaz vem, da ne morem biti z nekom, ne prijateljem, ne partnerjem, ki nima te vrednote, potem je seveda edina pot, da greš stran. Včasih je to edina pot. A ti kot terapevt prepoznaš, zaznaš situacije, ko zdaj bo grdo, če rečem, ko ni smisla, ne? Ko ni mogoče, ko ni vzadaj razloga. A to skomuniciraš, a je to grobo? Jaz vedno sem zelo, zelo, zelo pazljiva pri teh stvareh, ker ni na meni, da nekomu rečem, pojdi narazen ali pa ne iti narazen. Ampak jaz se bolj usmerjam na to, da pomagam človeku prepoznati, kaj je tisto, kar on želi, ona želi, potrebuje, in da jo spodbudim ali pa ga spodbudim, da naredi tisti korak, ki je potreben, da potem sam začuti in sama začuti, ne. Ker če bom jaz nekomu rekla, glej, ni dobro zate, se veš, kako je, ne? Nekateri poslušajo, pa naredijo, pa je potem cel kup enih občutkov, ki so še nepredelani, eni pa. Ampak to ni verjetno zato, ker bi se ti bala odgovornosti teh izrečenih besed, ne? Ne, ampak zato, ker dejstvo je, da zelo lahko vplivamo drugi na druge, ne? In še posebej ljudje, ko smo v težkih situacijah, iščemo instant rešitve. Zato je toliko tega, koliko ljudi hodi na napovedovanja, vedeževanja, pa ne govorim, da je karkoli, mislim, ne, instant rešitve so hitro iščemo, želimo pomoči, želimo, da nam nekdo pove. Ampak kaj se s tem zgodi? Ko nam nekdo drug pove, nas prikrajša za našo lastno povezavo z Bogom, s Kreatorjem. In to je to vzamemo človeku, če mu povemo. Seveda, kdaj je tako, da se začuti, glej, mislim, da jaz čutim tako glede tega, lahko podelim, ampak se izogibam tega, da bi nekomu rekla, to in to je potrebno. Seveda, dam tudi na svet, ker jaz uporabljam od coachinga, svetovanja, mentorstva in so tukaj različne metode, ampak uporabim pa tisto, ko začutim v trenutku. Ampak ja, pri svetovanju vidim, da je zelo tenka je meja med tem, koliko človeku dejansko pomagaš, pa koliko vzameš stran njegovo priložnost, da se poveže
sabo in s kreatorjem in zasliši glas resnice. Zdaj sem poslušal en pogovor enega zelo znanega slovenskega psihiatra, ki je rekel, da je na začetku bil skeptičen do astrologije, da danes pa mnogo komu svetuje posvet, sploh zaradi severnega vozla, ne, da je to nekaj, kar je potrebno razumeti pred večjimi odločitvami in tako naprej. Meni je bilo fascinantno, koliko znanja in koliko vedenja imaš na primer o numerologiji, a ne. Vem, da te to ne identificira, ampak to znanje je unbelievable, kako si skoraj znala prepoznati glede na dinamiko, glede na to, kako nekdo govori, kako nekdo se premika po prostoru, si znala mu pripisati karakteristike enega od števila. A je to pomeni toliko zelo dobro razumevanje, a je to toliko prakse, a je toliko vedenja o numerologiji, da si imela, ali je to samo pač talent? Mogoče vse to skupaj, kar si rekel. Pač dolga leta sem to proučevala. To je pač ena izmed mojih metod. Strasti. Bila, ne. Rečem bila, ker mi je zelo skozi leta, sem raziskovala vse to in mi je dalo neke odgovore, zanimivo mi je bilo. Zdaj pa vse bolj vidim, da vse manj mi je potrebno to znanje. Imam ga, ampak ja, vse manj mi je potrebno. Da lahko delaš, ne? Ja. Ja, okej. Dejansko tudi, če ga nimam, lahko isto delam in pomagam naprej, ne. Tudi Je pa brez nekaj, tega. ker sem pač radovedna sem in veliko so me te stvari zanimale, pa še marsikaj me zanima naprej in raziskujem naprej. No, ampak se vrneva še k temu, ampak samo mogoče ta razmislek, a ne, a je ljudem lažje, da jih Tina bere skozi številke, kot da Tina sliši, kaj govorijo. Ja, to je tako, ko rabimo skozi nekaj, česar se lahko oprimemo, ne. Tako da ljudem je velikokrat lažje, ko rečejo, okej, v številkah to vidiš. Razumem. V kartah to vidiš, v astrologiji to vidiš, ne? Ja, ne, da nam je bolj oprijemljivo. Pa dejansko jaz vem, da to sploh tudi ni potrebno. Veliko nam lahko da nekih stvari, ampak vidim pa vse bolj, jaz delam, se to majčkeno poznaš, ne, jaz sledim temu, kar začutim, kako me življenje vodi skozi vsa ta leta, da sem 25. leto, kar delam z ljudmi in sem marsikakšne tehnike, metode uporabljala in uporabljam in nekako bolj združim in se tudi to spreminja, na kak način delam. Ti Mnoge evolviraš, prepoznave, ne? tudi jaz, ko se, konstantno to delo na sebi, saj ne maram toliko izraza delo na sebi, ampak konstantno približevanje se temu, kdo v resnici sem. In to mi tudi pomaga, da potem z ljudmi delam bolj in bolj drugače, ko se sama razvijam nekako. A sem nesramen, če rečem, a ne, da pred korono si delovala izključno v tujini, da si delala s tamkajšnjimi, ali kako se reče, Kaj sem? menedžerji, ki so delovali na Ja. tistem področju. Potem te je korona nekako pripeljala spet nazaj, zaljubila si se spet v Slovenijo, čutila, da morda malo dlje od korone ostaneš, ne. In zdaj si tu, hvala za to. Ampak, a se razlikujejo dinamike, s katerimi se ukvarjajo tvoji klienti iz tistega drugega konca sveta, pa tega tukaj pri nas? Ja, okej. Neke stvari imamo itak enake, ker smo vsi ljudje in to sem videla v vseh teh različnih kulturah, kjer sem živela in delala, sem videla dve stvari. Eno je, kako zelo smo si podobni, kako potrebe so enake, samo na različne načine jih zadovoljujemo, ne. Kako pa smo na drugi strani, kako različne kulture imajo različne prioritete tudi, ne. Tako da v Singapurju, tam sem začela sploh, tam sem nekako iz tega, prej sem veliko v duhovnem svetu, v temu New Age bila, a ne, ko pa sem prišla v Singapur, 12-13 let nazaj, sem pa začela zelo v podjetniškem svetu, s podjetniki, podjetnicami. In kaj sem videla razliko, je to, da so tisti, ki grejo v akcijo. Ker kaj sem doživela prej, to je čisto moja osebna izkušnja. V duhovnem svetu tudi jaz sem bila taka, slišala sem, slišiš, okej, zanimivo je, in potem sem šla od enega do drugega, do tretjega učitelja, mentorja, guruja in sem novo znanje dobivala, nisem pa dosti dajala v akcijo. To moja osebna izkušnja, ne. In tako sem videla dostikrat pri ljudeh, ki so prej, na primer, prihajali k meni. Zdaj pa v zadnjih 12 letih, ko pa sem tistem področju bila v Singapurju in podjetniški svet in potem tukaj v Sloveniji tudi naprej, pa vidim, da je razlika, da je veliko bolje tega, okej, slišim, spravim v akcijo, naredim nekaj zdaj na tem, ne.
veliko več je tega notranjega zagona, ene stabilnosti, ene postavljenosti. Tudi če lahko človek čisto v najtežjem obdobju svojega življenja izgubljenosti, ampak je neka, videla sem tukaj razliko, no. A tle kot coaching je, kot nek motivator, Ja, v bistvu imaš občutek, da nekdo, ki je močan, ki je bil stabilen, pa danes zaradi neke situacije, ali finančne, ali poslovnih napačnih odločitev, ali pa težkih odločitev, v enem trenutku zastane, zakrkne, da kot coachinje v bistvu lahko vodiš to njegovo transformacijo. ja, saj to je ravno to, kar delam, ne. Ker to, da je nekdo bil močen, pomeni, ta moč je v človeku. Seveda odvisno je tudi, kaj je dajalo temu človeku moč. Če je bilo nekaj, kar je bi rekla fake. Včasih se zanašamo na nekaj, mogoče imamo partnerja, partnerko in nam to, smo zaradi tega močni in potem nas pusti in smo naenkrat kar brez moči, življenje mi je se čisto obrnilo na glavo, ne. Včasih pa dejansko človek ima moč, pride do krizne situacije in se zgodi, da ne čuti več sebe, ampak pomeni, ta moč je še vedno v nas, je tisto, kar nosimo v sebi. Zdaj pa kako priti nazaj v stik s tem, potem, ko se je vse zrušilo v tistem trenutku življenja, ne. In na kakšen način Da. to spet zbuditi. Ja. In to je Ampak a obstoja čarobna palčka? ni čarobne palčke, glih zato vedno govorim, jaz bi tudi rabila čarobno palčko, bi bilo tako fajn, če bi imeli. Zdaj, zato sem jaz zagovornica tega, da ja, čarobne palčke ni, ampak da res gremo globje, ker dostikrat hočemo po teh bližnjicah. In čim sem hotela po bližnjicah, sem vedno prišla nazaj na isto točko, da sem Sam je mogla pa rešiti. naloga človeka, ne, da gre po bližnjici, ne. Se mi zdi, da je ta primarna odločitev, kako preskočiti Path par of least stopnic. resistance, ne. Ja, ne. A je to v človeški naravi, ne, kako iti po liniji najmanjšega upora? Ja, verjamem, da je, ampak nekaj je linij najmanjšega odpora, drugo pa je, da sploh ne gremo po tej poti, hočemo že biti, a veš, že biti na cilju. Da sploh ne gremo, sploh nočemo po poti iti dostikrat, ne. Tudi če je pot najmanjšega odpora, mi hočemo že biti na koncu in to je tisto, ne, da instant rešitve, okej, bom zdaj jaz kar drugačna. Daj mi čarobno palčko, nočem niti po tej poti iti, ampak ja. Daj mi 2 tabletki, pa Ja. bo to drugače, ne. Se mi zdi, da se vsi nagibamo k temu. Ja. Tudi instantnih rešitev verjetno ni, ne, kako boste danes malo se učila dihati, pa boste malo predihavala, pa boste malo, pa bo jutri bolje. Kako hendlaš z nekom, ki je v akutni situaciji, Ja. ki je v bolečini, Mm. izdaje, razočaranje? Ja. Najprej je, da dam človeku to, da se počuti razumljenega, razumljeno, da ni sam, da ni sama. To je tisto, ker takrat se počutimo izgubljeni sami v temi. In ja, pol pa čisto male korake. Mali koraki, ja, saj dihanje ti ne bo rešilo celega problema, ampak saj veš, sam, ne, vem, da po svojih izkušnjah, koliko veš, da včasih že to, da začneš vsak dan se minutko, 2, 3 ustaviš in začneš dihati, začneš začutiti sebe, si dovoliš to bolečino, ki prihaja, začutiti jo, zavestiti in potem so razne tehnike, s katerimi lahko potem malo po malo začneš to hendlati. Ampak ja, ta konstanta, to, da nisi sam, to, da se počutiš, da te nekdo, da te vsaj en človek tukaj razume. Ker dostikrat je to, ko se ljudje grejo potem, mislijo na samomor, da ni nobenega upanja več, ker se počutijo, da so sami v tej svoji bolečini, da jih noben ne razume. In to vidim, kako je dostikrat, ne. Da je to ena teža, s katero se pravzaprav največ ukvarjamo, ne, da smo Ker v tem svetu influencerjev in svetu Instagramov, in mi pa vidimo sami. vse to, ne. Pa imamo lahko, vsak dan gremo v družbo, smo skozi na telefonu, skozi na klicih, ampak na koncu pa se vseeno počutimo same, nepovezane. Zato je ta, ko sva na začetku rekla, odnosi, ne. Odnosi so pomembni, ta potreba po povezanosti, po pripadnosti. Vidim, kako nam je vsi jo imamo, tudi tisti, ko grejo, pa se v jamo zaprejo, pa se odmaknejo od vsega, imajo veliko potrebo po povezanosti, Ampak je možen, da ti kot terapevt si pravzaprav v situaciji, ko mi umetno daješ berglo, ko mi umetno pomagaš čez neko situacijo? Kaj misliš s tem umetno? Da te jutri mogoče več ne bo, ne? Da jutri, ker ne boš več moja terapevtka, ne, jaz bom pa spuščen v vesolje oziroma brez tebe ne bom znal, ne, ker zdaj mi ti razložiš.
Saj to je pa glih, ne, zato sem tako previdna pri tem, koliko nekomu pomagati skozi to, biti bergla v tem času, ko še ne more hoditi, ampak naučiti človeka, kako hoditi sam. Zato se izogibam tem instant rešitvam pa dajanja nasvetov, zato ker potem bo skozi klicala mene, a mi daš nasvet, sama ne vem. Zato je moje delo, se koncentriram na to, da pomagam človeku, da sam vzpostavi povezavo. Čim prej. Včasih traja to 1 leto, včasih traja nekaj mesecev, ampak da dela na tem, da poskušam dati vsa ta orodja, ki čutim, da mogoče oseba jih lahko sprejme, ki pomagajo ji, da sama gradi to povezavo. Drugače sem lahko skozi bergla in jaz imam te izkušnje, kako je biti v situaciji, kjer so mi ljudje bergla in mi je bilo tako težko iti stran. Ker sem rekla, sama ne bom mogla živeti. Sem bila že v odraslih letih, ne, že dobrih 20, pa sem se počutila, da ne stojim sama na svojih nogah in dejansko sem bila privezana, sama sem se privezala, ker sem mislila, da sama ne morem. Tako da, sem res pozorna na to, no, pazim na to, da poskušam res dati to spodbudo, da ne da bi človek mene rabil skozi, ampak da sam se lahko poveže, ker to je ta povezava s kreatorjem, s to ljubeznijo, s tem, kdo v resnici smo, to. Jaz to včasih mogoče, zato se pogovarjava, jaz včasih to vidim tudi kot eno pasivno držo terapevta, kot neko odsotnost, v smislu tega, zdaj bom jaz opazoval, se bom nazaj naslonil, bom preigraval skupaj s tabo tvoje občutke, jaz samega sebe doživljam tako zelo intenzivnega v tem, zelo intenzivno čutim in želim, ne da delim nasvete, ampak na glas razmišljam, se mi zdi, da včasih bi lahko to kdo tudi prebral, kot dajem navodila oziroma interpretiram situacije, ampak se mi zdi, da je včasih ta pasivna drža, pregrob izraz mogoče odsotna, drža, lahko tudi nevarna, kako ti to gledaš? Ja, se strinjam, oboje je lahko nevarno, zato pa smo tudi različni ljudje, na primer, nekdo pride k tebi, ker rabi tisti puš pa pori v to akcijo, nekdo pride k meni, ker rabi res biti slišan, razumljen in imeti iz tega miru spodbudo za naprej. Pa rabim, dobro je, da smo različni, in oboje je lahko nevarno, tako je lahko nasvet nevaren, če človeku daje ta občutek, če ne bom dobila nasveta, pa sem izgubljena, pa ne vem, kaj bom. Pa pasivna drža je tudi lahko nevarna, ker potem pa človek izgubljen, pa ne dobi naprej na pot, ampak verjamem, da ne jaz ne ti ne greva v tisto skrajnost, ne ti s svetovanjem, ne jaz, mislim, se tudi delam svetovanje, tudi svetujem, nisem pasivna, dejansko sem zelo aktivna v tem, na kak način delam. Glih, Še eno vprašanje, prej sva govorila odnosi, v bistvu, omenila sva službene odnose, omenila sva partnerske, kaj pa starši, otroci, ta odnos, se pravi tudi, ne vem, v zrelih letih, odnosi z starši, a jih vidiš kot, pri svojem delu jih vidiš kot toksične, zahtevne? Toksične, ponavadi se probam izogibati izraza toksične, čeprav je veliko tega, ampak vem, da je zadaj za to toksičnostjo je velika bolečina. In dostikrat so bolečine v teh. A misliš, da so to odnosi, ki jih še najtežje procesiramo? Službene sva znala odpisati, partnerske tudi rešimo, ampak te starševski? Odnosi starši, zaradi odnosa starši pride do partnerskih odnosov, pa do partnerskih izzivov, pa problemov v odnosih v službi. Jaz verjamem to, da je vse primarno iz tega odnosa. Iz te naše primarne družine. Tako da, vem, nekateri nimajo, čutijo, da ni možnosti kakorkoli rešiti, ampak lahko pa vseeno rešimo ne z staršem, ali z enim ali pa drugim, ampak pri sebi, z razumevanjem, kaj se je dogajalo, z razumevanjem marsičesa okoli tega. Takrat se lahko potem naši odnosi tudi tukaj spremenijo, na tej relaciji, ko razumemo drugače, kaj je bilo starši, kaj se je dogajalo. Včasih staršev več ni, pa ne moremo rešiti, včasih pa enostavno so tako oddaljeni, ali pa so odšli, ali pa je tako negativen, kot bi rekel, toksičen odnos, toliko bolečine, toliko teme, da ni možno tukaj rešiti. Je pa potem, je pomembno, to, kar jaz gledam, pomembno delati na tem odnosu tukaj.
Ne s partnerjem, ampak lahko s terapevtom, s komurkoli, da se pogovoriš, a ne. Bi pa rekla, da je to primarno eden Verjamem, od da zahtevnejših odnosov oziroma eden od Ja. zahtevnejših stvari, ki nas definira tudi skozi vse ostale odnose. Ja, bojo pa nekateri rekli: glej, pa sem imel super odnose s starši, ampak glej, v partnerstvu mi pa ne gre." Ne, tudi to je, ne. Potem pa Kaj pa, če so pogledaš, bili kaj preveč super? se Jaz tako gledam, glej, ti povem čisto tako, ne, govorim odnos, ne, starši so naš ta primarni odnos, ki ga imamo. Jaz pa vedno grem nazaj pogledat, kaj pa je nad tem odnosom, jaz pa starši. Je pa odnos jaz pa kreator. Ne morem iti mimo tega, ker to je moja vera, moje prepričanje, ki sem tudi skozi leta, prihajam vedno bližje do tega, čakaj, ja, nad tem je nekaj in starši so mi nekaj dali, ampak moj odnos, moje življenje, moji odnosi ne temeljijo na tem, ali imam jaz zdaj dober odnos s starši, ampak na tem odnos s kreatorjem. Pa je zdaj težko to, ja. A mi lahko tle malo Ja. več razložiš, ne? Jaz imam tukaj vedno znova težavo, ne, pravzaprav razumeti oziroma sprejeti, a bi mi dovolila, da rečem, da je to nekaj imaginarnega, ne, kar lahko nekdo spet manifestira in začuti kot zelo neimaginarno, a ne, Ja. kot zelo, resnico, a ne. Tudi sama si ene dvakrat, trikrat to povezavo omenjala kot ključno v tudi dojemanju same sebe. A mogoče malo preveč filmsko to doživljam ali mogoče nisem tega začutil, pa zato ne vem, o čem govoriš, ne. Daj mi mogoče malo razloži o Ja. tej povezavi oziroma zakaj je tako pomembna. Jaz sem imela osebno izkušnjo, ne. Zdaj v tem duhovnem svetu že 25 let raziskujem marsikaj, ampak sem imela ene 10 let nazaj pa osebno takšno izkušnjo, ko sem začutila to ljubezen, kjer sem začutila, da je ta kreator, da je čista ljubezen in da sem ljubljena. To izkušnjo sem imela in potem sem veliko zdaj v teh zadnjih letih, zadnjih 10, 11 letih raziskujem še bolj o tem, čakaj, kdo je Bog, kdo je kreator, verjamem, da je kreator, ker si drugače nobene razlage nimam, pa sem razne znanstvene, jaz vedno grem v tiste znanstvene raziskave, čakaj, kako, pa še znanstveniki porečejo, veliki pok je, nekdo je mogel kreirati veliki pok, se ne zgodi kar tako, ne, in če gledam zdaj tega duhovnega vidika, ena zanimiva stvar mi je, ko sem enkrat prebrala, mi skozi težimo po ljubezni, skozi iščemo ljubezen, ne. In tisti, ki smo jo doživeli, ko smo bili majhni, in tisti, ko nikoli niso doživeli ljubezni, ko so bili majhni. In potem se vprašaš, čakaj, kako lahko zdaj nekdo, ki nikoli ni občutil ljubezni, hrepeni po njej? Kako lahko ti hrepeniš po čokoladni tortici, kako se ti lahko lušča, če pa nisi nikoli izkusil? Od kod je pol ta težnja po ljubezni, če ni nekje v nas, če nismo bili ustvarjeni z neko ljubeznijo v sebi, če ni to naš zapis? To mi je dalo, takrat, ko sem to prebrala, misliti, da ja, ta ljubezen, po kateri vsi hrepenimo, verjamem, da smo bili ustvarjeni z nje in da skozi težimo k temu, da spet začutimo in potem jo iščemo v različnih stvareh, od staršev, od partnerja, partnerke, zanemarimo pa ta stik, s katerega je seveda najtežje najti, zato je svet takšen, kot je, ne, ker iščemo v vseh drugih stvareh, namesto da gremo k viru. Mička, Ne, saj poskušam te razumeti, ampak rekla si, da je bila neka prelomnica, ne, Ja. ne bom drezal zdaj v to, ampak a se ti zdi, da brez tega, ne, da bi tudi ti bila nevedna ali pa? Ja, jaz zelo sem hvaležna za to izkušnjo in kljub temu, da sem pred tem že 15 let v različnih, raziskovala res globoko v različne te duhovne sfere, ni nikoli bilo nič močnejšega kot to, ko sem doživela to prisotnost, ko lahko rečem prisotnost Boga, pa nisem bila nikoli versko vzgojena, nikoli v to smer, čisto komunistično, pol pa sem sama šla na svojo pot New Age-a, ne. Nisem bila v veri, ampak v komunizmu, v redu. V komunizmu.
v veri komunizma. Ja. Tako. Kar je spet religija lahko, Ja, bi kdo rekel. Da me je presenetila ta izkušnja, je bila tako globoka, in bi želela vsakemu, da se, mislim, in tudi vidim, ko se z ljudmi pogovarjam, jaz sem pač radovedna in se ogromno pogovarjam z ljudmi, ki so imeli kakšne take podobne izkušnje, in želim vsakemu to izkušnjo, ko se te dotakne ta, ne vem, kako bi rekla, ta ljubezen, iz katere sem čutila, da sem bila ustvarjena in ne znam drugače povedati, ne znam z besedami tega povedati, ampak ta izkušnja je tako močna, da mi je dala to vedenje, ja, okej, ta ljubezen je, ta Bog, Jezus, kakorkoli mu jaz rečem, ker sem to doživela. Ja, kako to deliti naprej in Jaz tako v kritični situaciji ali pa v neki boleči izkušnji, pravzaprav vedno znova rečem blagor tistim, ki je njihova vera toliko močna, ali pa ki imajo vero, ker se mi zdi, da je potem lažje oziroma da je boljše iti čez to, ne. In ja, res je. In tudi jaz si želim, da je moja vera bila še močnejša in tako, ne. Saj tudi to je pot, ne. Včasih ful, potem je manj, pa je, ne, pot naprej in vem pa, da bolj se obdajam s temi sporočili, berem, poslušam. Saj veš, ko se obdajamo z nekimi sporočili, tudi vera raste. Ko slišiš stvari, glej, to pa to je nekdo doživel, nekdo izkusil, in če tega slišim več in več in več, valjda tudi v meni raste to zaupanje, ta vera, ne. In ja, to je ta moja osebna izkušnja. A se ti zdi, da, ne vem, zdaj sem peljal družino, pa sem peljal posel, pa sem peljal, službo, pa partnerske odnose. Kje se ti zdi, da smo še najbolj razgaljeni? A je lahko ravno to razumevanje vere nekaj, kjer smo zelo intimni, kjer smo zelo razgaljeni? In da včasih obstajajo prav te ovire, skozi katere pravzaprav ne upamo tega sploh šerati, ker se na neki način Boga boječe tega zavedamo ali pa tega bojimo, ne? Ko si rekel, da se bojimo, česa tukaj govoriš, da se bojimo? Te vsemogočnosti, ne, ki izhaja verjetno iz te ljubezni, ki jo ti opisuješ kot s kreatorjem, ne? Jaz vidim, da je tukaj tudi veliko teh sporočil, kako smo bili tudi, saj veš, veliko je negativnih sporočil preko vere, religija, veliko je manipulacije se je dogajalo žal skozi vse to, ne, in imamo potem tak negativni prizvok, a ne. In nočemo tega, ne. Zato pa je ta osebna izkušnja, vidim, da tako pomembna. In po vseh svojih izkušnjah, ki sem jih imela, lahko rečem, da ni boljše alternative. Veš, če tako pogledam, ne. Nisem našla, pa sem šla globoko v marsikaj, nisem našla nič, kar bi bilo niti približno blizu boljše alternative od tega, če jaz verjamem, da je kreator in poskušam živeti po teh načelih, katera verjamem, da so načela Boga, principi ljubezni in spoštovanja in sočutja. In nisem našla boljše alternative, če čisto povem, čisto, ne. Ja. A se ti zdi kdaj, da si lost, da si kdaj izgubljena okej? Seveda, saj to je pa neživljenjsko, pridejo obdobja, ko, ja, vidim, da smo vsi tako. Da smo na ta način narejeni, ne? Ja, pridejo obdobja, ko se počutimo izgubljeni in tudi to, nekdo lahko, pa poznam ljudi globoke vere, ki res, ne, močna vera, pa še pridejo tudi v to obdobje, ko se pa zdi, da se je vse porušilo, ne. In jaz gledam to na tak način, da ja, je veliko teme in veliko svetlobe v svetu. Zdaj, eni pravijo, ni teme, ni svetlobe, ampak mogoče jaz tukaj malo drugače gledam. Verjamem, da je veliko te negative, veliko teme in seveda je skozi neka, ne, gremo lahko iz temnega v svetlo, in če bolj delamo na tem, krepimo vero, se obdajamo sporočili, ki nam dajejo in spodbudo, motivacijo, zaupanje, bom lažje jaz v trenutku teme se potegnila ven ali pa rekla nekomu, aj mi pomagaš. Če pa ne bom, ne, delala na tem, pa bom hitro se zaprla, pa takrat še bolj dovolila biti v svoji depresiji, ki lahko dostikrat vodi, tako kot je mene pri 20 skoraj vodila do samomora.
A je možno, da tudi zaradi take življenjske izkušnje svet gledaš bolj mavrično? Ja. To si mi tako lepa Hvala. v tej To je moja barva. Okay. Ja. Ampak a se ti zdi, da moraš ta rock bottom na nek način v eni fazi življenja doseči, da potem vrednotiš, ne vem, vse ostalo drugače? A se ti zdi, da je to vendarle povezano tudi s tem zaznavanjem sebe? Ja. Ker tako kot je, marsikdo, vsi, ki smo nekaj, ko čutimo, ne, lej, tukaj sem, hvaležna sem, da sem tukaj, smo prišli iz neke situacije, ki je bila zelo težka in nisem še srečala človeka, ki ne bi imel neke težje situacije. Zadnjič sem z nekom govorila, ne, pa sem malo povedala o svoji izkušnji, pa mi je ta oseba rekla, jaz pa nisem imela nič tako močnega, no, sem sicer imela neke izkušnje, ampak ne tako ful dramatične, ampak tudi težje, ampak pač na malo ne tako nizkem nivoju, ne tako v taki teži, ampak vseeno. Tako da ja, jaz vidim, da me absolutno ta izkušnja, ki bi me lahko ubila, Naredila me je močnejša. naredila močnejša. In vsaka izkušnja, tudi ko pride, ko si mi vprašal, se kdaj počutiš los, pridejo kakšni momenti, ampak vsaka izkušnja, ko je, zdaj drugače pogledam na to situacijo. Drugače vidim, drugače tretiram, drugačno orodje imam, da se z njo soočim. Takrat sem bila čisto brez orodja, kakršnega koli. In sem bila tam zgubljena, v brezupu. Zdaj pa imam orodja, pa tudi ko pridejo ti napadi, ko pride ta negativa, ne, so orodja, s katerimi se lahko, ki mi pomagajo se soočiti s tem. Tina, ampak a je legitimno vprašanje, če si dovolim reči, a ti misliš, da se mi da pogovarjava o zelo velikem procentu ljudi, ki želijo spreminjati sebe, svet okoli sebe, svoje odnose, ne? Veš, in se pogovarjamo res samo o enem vrhu ledene gore, medtem ko masa leti brez tega vprašanja in je jutri nov dan in jutri je spet treba v službo in jutri je treba spet. Veš, a si kdaj razmišljala o tem, kako velik je procent teh ljudi, ki želijo pravzaprav spremembe? Procent se veča, je pa ful v manjšini. Tako je moj kratek odgovor. A misliš, da je to tudi ena stopnja v enem trenutku, ko bo neka količina, neka masa vendarle ozavestila to, da rastemo? Jaz verjamem to. Verjamem, da se skozi leta, skozi desetletja veča, še vedno zelo v manjšini, ampak ja, verjamem v to, da se povečuje in da bo enkrat prišlo do tega preobrata. Preden pa pride do preobrata, pa ponavadi gre še mičken dol, preden gremo gor. A če gre spet ta obdobje, ne, ki si rekla, ta New Age-ovski, a se ti zdi tako, da je neka vizija oziroma neka strategija, zdaj se bo zgodil ta trenutek, ne? Zdaj živimo v tem času sprememb, tem času, ko nismo več tiho, ko smo slišani, ko želimo rast in biti zaradi tega boljši in vedno več nas je. A misliš, da je to za časa, ne vem, najnega življenja? Če se bo to spremenilo, Ja, če se ti povem svoje mnenje, no ne vem, glej. Ne vem. Ne vem, moj občutek je, da se precej hitro se dogaja že v zadnjih 2 letih, koliko se je intenzivno začelo vse bolj vrteti in koliko je vedno večjih pritiskov, se veva ti in jaz, ko delava z ljudmi, koliko je več in več in več je teh pritiskov. Ni skoraj težko na koga naletim, da bi mi rekel, ne, jaz sem pa čisto okej, nimam pritiskov, ne čutim povečane napetosti. Skoraj vsi jo. Tako da verjamem, da nekje bo prišlo do tega preobrata. Zdaj, če je to v naslednjih nekaj letih, ne vem, ampak recimo tako bom rekla, da upam, da v naslednjih 5 letih, da se bo nekaj spremenilo, kakorkoli to že bo, no. Kje pa ti najdeš mir? Kje ti najdeš, danes si bila na enem takem lepem izletu, ne, si rekla, a je to nekaj, kar te vendarle tudi drži v Sloveniji, da je v Sloveniji lažje raziskovati in tako naprej. Se mi zdi, da je Singapur, a je to moj predsodek. Kaj misliš o Singapurju? Ne vem, da ni kam pobegati, da ni. Ne čutim, da bi v Singapurju se počutila nikam pobegniti, ker meni je zanimivo iti vsepovsod, imam svoje izkušnje, drugačne izkušnje in se zavedam, da jaz sem
Jaz se hitro počutim doma, kjerkoli sem. Mhm. To imam nekako v sebi, sem hvaležna za to. Tako da, če se počutim, če imam par ljudi okoli sebe, s katerimi sem lahko odkrita, se hitro počutim doma. In to, kar si vprašal, ja, meni je zelo pomembna ta skupnost, pripadnost, povezanost, ne. Pa je to z eno osebo ali pa z neko skupnostjo. In ko se me vpraša, kako, kje jaz najdem mir, mir najdem v molitvi. Pa ne mislim s tem tako to katoliško molitev, ampak molitev, ja, se obračam k Bogu, k Jezusu, ko sem ga jaz doživela kot čisto ljubezen, ne, kot nekega kreatorja. In tukaj jaz najdem mir v molitvi, vsak dan pri sebi, v molitvi z drugimi ljudmi in na tak način tudi čutim, se prepuščam, no, da sem vodena, da dajem, kar lahko dam skozi to. Se mi zdi, da ni boljše točke kot ta točka, s katero zaključiti, oziroma ta točka, s katero pravzaprav jo uporabiti kot tvojo misel. Zaključno. Jaz včasih mogoče narobe, če rečem, da včasih sem fovš, da sem včasih zavisten tistim, ki to imajo, ki to, kot ti govoriš o tej povezanosti z kreatorjem, ne. Morda pa še mene, ki je za kakšnim ovinkom čaka ta situacija. Ti želim, da na svoj način izkusiš to res, ja, povezanost, to ljubeznijo s tem kreatorjem. Želim čisto vsakemu in jaz sem hvaležna za vse trenutke te povezanosti, ki jih čutim. Pa tudi tukaj, kot sem rekla, je pot gor in dol, se včasih nič ne čuti, potem pride tako močna izkušnja spet, ne. Je pa, veš, kot vera je odločitev, ne. Seveda se nam veča, ko se obdamo s temi sporočili, ampak je pa odločitev. In če se jaz odločim, da bom verjela, vidim, da je moje življenje boljše. To je tista, Sem vedel, da moraš priti k meni v gosti, da lahko take teme odpiramo. Moji prijatelji iz Ave Meda, se bom spet zbrečko še imel, so mi pripravili eno presenečenje. Brez njih jaz ne bi mogel delati tega, kar tako rad delam, in ne bi imel teh krasnih sogovornic, kot si bila ti. Hvaležen sem ti za to urico, najinega klepeta, pogleda. Odneslo me je nekam drugam, kot sem si morda želel, ja. Ampak všeč mi je, da si pokazala, tako da eno darilce za tebe. Hvala. Ti želim vse dobro in še enkrat hvala lepa za ta obisk. Vi pa prosim, naročite se na naš kanal, nujno lajkajte, komentirajte objave, tudi to morda razmišljanje, ki sva ga s Tino podala v svet oziroma v eter, da kje najdete vi to povezavo. Veseli bomo od vaših komentarjev, predvsem pa naročite se na naš kanal, nič ne stane, ampak vam bo pa povedalo, kdo je naslednji gost, kdaj je prišel naslednji gost, kdo bo naš sogovornik. Tako da vam želim vse dobro in tebi še enkrat hvala lepa, Tina. Hvala, Mat. Srečno. Srečno enako.